predsednik Državnega zbora, gospod Alojz Kovšca, spoštovana predsednika Ustavnega in Vrhovnega sodišča, varuh človekovih pravic, spoštovane ekscelence, predstavniki političnega in družbenega življenja, predstavniki bratskih cerkva in islamske skupnosti ter drugih verskih skupnosti, spoštovana brata škofa in bratje duhovniki, dragi diakoni, sestre redovnice, dragi dame in vitezi, bogoslovci, dragi bratje in sestre. Tik pred božičnim praznikom smo se zbrali v naši stolnici, da bi Boga prosili za našo državo in za vse njene ljudi. 29 let mineva, odkar smo se Slovenci in prebivalci Slovenije na današnji dan odločili, da hočemo živeti v samostojni in neodvisni državi Sloveniji. Danes se Bogu zahvaljujemo, da nam je v tistem času, ko je Kronos v naši zgodovini dozorel v kairost, ko je vsakdanje sosledje časa dozorila v odločilni milostni trenutek, dal ljudi, ki so po eni strani tudi trenutek spoznali in ga razumeli, po drugi strani pa premogli dovolj politične odločnosti in poguma, da so milostni trenutek spremenili v uresničenje pričakovanj. V naši večstoletni zgodovini so z globokim ovinom spoznali razmere v Evropi, v naši neposrednji okolici in tudi pri nas doma, ki so omogočale uresničitev želje in več kot želje po samostojni Sloveniji. Naj med temi ljudmi posebej omenim gospoda Ivana Omana, ki se je avgusta letos poslovil od nas in se pridružil svoji ženi, ki jo je tako ljubil, da je molil za svoje zdravje takrat, ko je bila bolna, da bi ji lahko do konca stregel. Enako pa je ljubil tudi domovino in svobodo. Včasih, ko smo postavljali temelje demokracije in samostojnosti, je jasno spoznal primernost trenutka in s pogumom človeka, ki ve, kaj hoče in tudi, kaj ob tem tvega, večkrat dajal pobude za pogumne odločitve. Ob obhajanju dneva samostojnosti in enotnosti moramo spomniti tudi, da je milostni trenutek začutilo tudi naše ljudstvo. Včasih sem presenečen nad našimi ljudmi. Zdi se, kot bi se vso dolgo zgodovino našega naroda vzgajali samo za potrpežljivost in prenašanje težav. Kot bi se naučili živeti s sklonjeno glavo in tiho sprejemati odločitve drugih, tudi krivice. Kvečemo kdaj pa kdaj pogodrnjajo bolj v brk, kot da bi glasno povedali, da se s čim ne strinjajo. Pred 29 leti pa je bilo drugače. Takrat so spregovorile množice, na Kongresnem trgu, na Rožu. Množičen je bil tudi odziv na vabilo na plebiscit in množična je bila odločitev, da hočemo živeti v samostojni, svobodni in demokratični državi. Politika in narodni voditelji so dobili jasno sporočilo, kaj hoče ljudstvo in kakšen mandat je to ljudstvo daje. Ko je bila samostojnost dosežena, ko je bila Republika Slovenija neodvisna in mednarodno priznana država, se je ljudstvo spet zgradilo vase. Morda je to eden od dejavnikov, da politika demokratizacije ni daljevala z zadostno hitrostjo in jo uresničevala na vseh področjih našega življenja. Prišli smo tako daleč, da del vladajoče politike ni sposoben oziroma noče uveljaviti vladavine prava, ter izpolniti odločbo Ustavnega sodišča in se pri tem sklicuje na javno dobro. Se pravi, da nekateri pri nas niso javno dobro, drugi pa to so.
Kako se nam je to zgodilo? Podrl se nam je vrednostni sistem. Pozabljamo temeljne vrednote naše družbe in se prepiramo okoli članov nadzornih svetov in uprav in okoli projektov za prelivanje denarja tudi v zasebne žepe. Konec koncev ne gre za naše gore in ravnine, za morje in planine, tudi ne za reke in jezera. Vse to lepote bi lahko opazovali tudi člani nekega drugega naroda. O njih bi lahko pripovedovali v nekem drugem jeziku, o njih pisali v drugačni pisavi. Lepote bi še vedno ostajale lepote, le da bi jih občudoval nekdo drug. Da se to ne bo zgodilo, moramo našim ljudem omogočiti, da bodo v ta svet lepote rojevali otroke. Letos obhajamo 100-letnico ustanovitve Univerze v Ljubljani. Nanjo je bilo leta 2011-2012 opisanih 52.634 študentov. 7 let pozneje, v letu 18-19, je nanjo opisanih 37.874 študentov, skoraj 15.000 manj. Teh nekaj številk, ki gotovo ne povedo vsega o demografski zimi, kako jo nekateri imenujejo, ne predstavljajo obetavne prihodnosti. Domovina, kdo te bo ljubil, če bomo postopoma izginjali? In te otroke moramo naučiti ljubiti domovino. Koliko smo napredovali iz časov pred stoletji, ko so se politiki v Ljubljani spraševali, ali onkraj Mure res živijo Slovenci. Domovina namreč sega od prekmurskih ravnic do strme Tržaške obale, od Triglava do Gorjancev, če nekoliko razširimo Cankar. Domovina ni samo Ljubljana in tudi ne samo mestne občine. Domovina so tudi področja, ki na tehtnici političnega kupčkanja ne predstavljajo posebne teže. A če bomo na nje pozabljali, če jih ne bomo znali ceniti in zato za nje tudi skrbeti, se nam lahko zgodi, da bodo politiki nazadnje lahko odločali samo še o ljubljanski pokrajini. In tem otrokom mora nekdo približati lepoto in bogatstvo slovenskega jezika. Kako daleče govorimo o prvi slovenski knjigi, o začetkih slovenskega knjižnega jezika? Vsako leto poslušamo o tem. Premalo pa se sprašujemo, kdo bo jutri bral slovenske knjige. Po letošnji raziskavi bralnih navad pri nas skoraj polovica vprašanih v enem letu ni prebrala ene same knjige. Polovica Slovencev ne bere knjig. Obenem pa poudarjamo, da nas je skozi zgodovino oblikovala naša kultura in znotraj z nje zlasti naš jezik. Branili smo ga pred potujčevanjem od vseh strani. Danes pa učiteljice v osnovnih in srednjih šolah ugotavljajo, da se učenci in dijaki pogosto lažje izražajo v angleščini kot v maternem jeziku. Lepo in hvala Bogu, da so tako dobri v angleščini. A ti, ljuba slovenščina, ti že tisočletje zapisana beseda, kdo bo tebe ljubil? In bralnih navad šolarjem ne bomo privzgojili s podarjenimi knjigami z neizmerno sporno vsebino, nad katerimi se izražajo tako starši kot učitelji. Podoben bo drugačen, pošten in odgovoren pristop. Dragi politiki, dragi odločevalci, dragi bratje in sestre, večkrat slišimo ali beremo o skupnem dobrem, za katerega ste gotovo najprej in najbolj odgovorni politiki. Skupno dobro ni najprej dostopnost vseh potrebnih in nepotrebnih stvari in tudi ne širjenje najrazličnejših
za zdravo pamet težko ali kar naravnost nesprejemljivih idej. Skupno dobro je najprej naša narodna skupnost, njena življenjska moč, njena skrb za prihodnost, ki jo omogočali naša skupna odločitev za življenje, za več življenja, za veselje nad življenjem. In tega veselja se moramo navzeti vsi. Vsi moramo postati kot sorodniki Elizabete, ki so se veselili njenega sina. Postati kot Tone Pavček, ki je pozdravil vsakega otroka, ki se od maternem srca bliža vstopu v naš svet in blagoslovil vsakega otroka, ki je v vozičku zaupno gledal v obraz svoje mamice. Skupno dobro bo potem tudi naša domovina kot zemljepisna kategorija. Ljubljena bo od ljudi, ki bodo o njej razmišljali v ednini in dvojini in množini, ki bodo zanjo molili in zanjo delali, ki jo bodo tudi pripravljeni braniti, če bo to morda, kar Bog ne daje, potrebno. Ta zahvalna sveta maša za domovino je priložnost, da se zahvalimo tudi vsem politikom in državnikom, ki se tudi na račun svojega prostega časa in družinskega življenja zavzemajo za našo domovino. Želim si tudi, da bi ljudje več molili za vse odgovorne v naši državi, saj je to čisto poseben prispevek, ki ga mi, kristjani, lahko damo svoji domovini. V prihodnjem letu bomo obhajali vrsto pomembnih obletnic, povezanih z nastankom naše države. Praznovanje naj bo veselo in hvaležno, obenem pa tudi priložnost, da bomo na novo zadihali, se odpovedali pesimizmu, se odpovedali individualizmu, ter se veselili pozitivnih vrednot. Kritika slabega je potrebna in pomembna. Ne sme pa biti sama sebi namen. Pred očmi mora imeti dobro, negovanje pozitivnih vrednot in medsebojnega spoštovanja, saj nas to zbližuje. Domovina, kot je Bog ustvaril, te je blagoslovil. Z obema rokama, pravi Cank. Ostani blagoslovljena tudi po naših dejanjih, po naši ljubezni in po naši zvestobi. Amen. Sveti Bog, ohranjaj našo domovino, njene voditelje in vse nas, da se bomo vedno trudili za poštenje, pravičnost in bratsko slogo. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, hotel si, da bi vsi ljudje živeli v miru in medsebojnem spoštovanju. Pomagaj vsem narodom, ki trpijo zaradi nasilja ali nesreč, da bi tudi oni zaživeli varno in svobodno. Prosimo te, usliši nas. Gospod, vsem ljudem si dal isto človeško dostojanstvo. Napolni naša srca z resnično ljubeznijo do sodržavljanov ter živo željo po napredku vseh narodov. Prosimo te, usliši nas. Zvesti Bog, priporočamo ti Slovence, ki živijo v tujini, zamejce in izseljence, vojake in policiste na mirovnih misijah, uslužbence diplomatskih predstavništev, naj ob božičnem prazniku doživijo toplino domovine. Prosimo te, usliši nas. Dobri Oče, povrni z večnim plačilom vsem, ki so s prizadevanjem in žrtvijo ohranjali slovensko samobitnost, kulturo in vero.